Atos, Artur, Alfa, Ajda in Atena je 5 nemških ovčarjev, ki so januarja okrepili policijske pasje vrste. Po več kot 2 desetletjih se je tako znova udejanjila ideja o lastni vzreji, ki je v preteklosti že dajala lepe uspehe. Zdaj smo nekako po 25 letih, več kot 25 letih se zopet odločili za lastno vzrejo in to, ko gledamo, je prvo leglo, ki ga imamo od januarja naprej. Odločili smo se za to zadevo izključno predvsem zaradi tega, ker ni dovolj ustreznih psov na tržišču za policijske potrebe. Atena, pridi. Ja, pridi. Za prvo leglo smo se odločili za pas mlečnega ovčarja, ki je nekako najbolj univerzalen in ga lahko uporabljamo tako za splošno kot specialistično uporabo. Psička Jena je stara dobre 3 leta, ki je imela to leglo in se je konec lanskega leta izšolala za odkrivanje človeških delov, trupel, in bo pač v operativi, trenutno jo pa še nismo uporabljali, glede na to, da je imela v tem vmesnem obdobju tudi mladiče. Mladički so stari 3 mesece in pri 2 mesecih smo jih dali vodnikom in inštruktorjem v brezplačno oskrbo in vzgojo. To je nek program vzgoje, ki bojo mogli ga speljati do 1 leta, leto in pol, in potem bomo se odločili, v katero smer bojo psi šli, če bojo seveda ustrezni. Tole je psička Atena. Stara je bila v nedeljo 11 tednov. Je zelo igriva, zelo živahna, drugače ubogljiva. Dolgoročno lastna vzreja zagotavlja kakovostnejše pse in učinkovitejše delo na terenu. Od tega, kakšen je mladič, je odvisen velik odstotek uspeha. Policijski pes mora biti v prvi vrsti radoveden, psihično močan in stabilen. Zavedati se moramo, da za policijskega psa ni vsak pes primeren, mora imeti dobro izražene nagone, mora biti stabilen in socializacijo mora imeti kvalitetno. Gledamo karakterno, da je dovolj močna, igriva, da ima že tukaj malenkost plenskega nagona, da se zelo rada igra. In pa tudi tole učljivost, da je že malo dojema stvari, da ni nekih strahov v njej. Ker vodniki pse spremljajo že od malega, bo tudi vez z njimi močnejša, kar je izjemno pomembno pri tem delu. Njihova najpomembnejša naloga v naslednjih mesecih pa bo socializacija. To pomeni, da se navaja na okolje, na promet, na ljudi, vožnja v avtu, vse takšne stvari, igranje z psi drugimi, vse takšne stvari, da odraste kot mladiček. Seveda pa moramo biti pri tem pozorni, da ne doživi kakšnih šokov in da je kasneje čist normalna psička. Tudi od razumevanja, prijateljstva, medsebojnega poznavanja in spoštovanja vodnika in psa pa bo odvisno, kako uspešno bo njuno nadaljnje delo.